Dober večer. Dobrodošli na festivalu Novo mesto Šort. Kot vidite, bomo vsako leto naredimo kakšno spremembo. Letos smo se odločili, da začnemo s pripovedovalskim večerom. Danes in jutri je tema meja. Tako da bom jaz kar najavila, malo smo čakali, da Goran Vojnović parkira, zato smo malo zamudili, tako da zdaj vemo, da je prišel in je vse v redu, da je prišel v Novo mesto, tako da bomo kar začeli. Se strinjate? Hvala. Vem, da veste, kdo bo prvi na vrsti, ampak bom najprej vse nekaj prebrala v naši prvi pripovedovalki, ki je pravzaprav povratnica na tem odru že bila, in ker je bila tako fantastična, smo jo povabili še enkrat, ne. Takole je napisala: ko rečejo prekleti čefuri, to sem jaz. Ko rečejo postrelite migrante, mislijo name, jaz sem ekonomska migrantka. Ko rečejo črnci, sem mama otroka, ki je temnopolt. Ko pošiljajo stran vse, ki jim materin jezik ni slovenščina, tudi to sem jaz. Ko se bojijo drugih religij, si mislim, da to nisem jaz, jaz sem vendar ateistka. Ampak prihajam iz dveh družin, komunistov in partizanov, tako da tudi to sem jaz. Ko rečejo parazitski umetniki, sem to spet jaz. Vsaj ko grozijo gejem, to nisem jaz. Jaz nisem gej, ampak bi lahko to bil moj otrok, tako da sem to tudi jaz. Ko jim niso všeč izobražene in liberalne ženske, jaz sem ženska, ki upravlja moški poklic. Ko reče, da je bila prasica, to sem jaz. Vse to sem jaz in tudi vi in jutri so lahko tudi oni. In danes sem še pogumna, ker sem v to prisiljena. To je govor Ivane Džilas na protestu v Ljubljani. Kot veste, Ivana Džilas, gledališka režiserka, producentka, kolumnistka, avtorica romana Hiša. Ta hiša je bila najbolj, kako bi rekla, najbolj popularna hiša v slovenski literaturi nekaj časa. Rojena je bila v Beogradu, doštudirala je v Beogradu, začela je delati v Beogradu, ampak vso svojo kariero je naredila, zgradila iz nič v Sloveniji. Ivana Džilas in njena meja. Večer. Vesela sem, da sem spet med toliko ljudi. Prišla sem danes, da vam povem pa popolnoma drugačno zgodbo kot lansko leto. To leto vam bom razlagala ljubezensko zgodbo. In kot vse ljubezenske zgodbe, se ljubezenska zgodba začne pri 15. No, skratka. Moj 15. rojstni dan, leta 25. junija leta 1991. Jaz dejansko imam rojstni dan takrat in na moj rojstni dan razpade država. In od tega trenutka, ko vsaka 15-letnica začnem jaz graditi svojo identiteto in imam rahlo zmedo, ker se praktično ne premikam kaj dost in nenehno menjujem svoje države in statuse. Iz nečesa, kar sem mislila, da je moja država, ker je bila tista SFRJ, postanem državljan nečesa, kar je ZRJ, pa čez nekaj časa spet spremenim državo, ne pa tudi mesto, na katerem sem kaj dosti, še zmerom sem na istem teritoriju, in postanem državljan Srbije in Črne Gore, kaj je to že bilo, SČG države, potem se spet čez nekaj časa stvar spremeni in postanem državljan RS in še zmerom sem to pač jaz in še zmerom iščem to svojo identiteto, kaj sem. Zelo težko mi z jezika gre, da rečem, da govorim srbsko, ker govorim srbo-hrvaško. In ko rečem, da sem Srbkinja, in to leta ne rečem v resnici, ker se počutim kot neki agresivni nacionalist. No, skratka, ljubezenska zgodba se začne za moj 15. rojstni dan, razpade država, moj oče se pobere in odide svojo slovensko ženo in novorojenim otrokom v Ljubljano. Ostane eno prazno stanovanje. Jaz čez nekaj časa v ZRJ začnem študirati na akademiji v Beogradu. In živim sama s svojim prvim fantom na Novem Beogradu v blokovskem stanovanju. In 24. marca se začne
NATO bombardiranje. Začne se pa tako, da sedimo moja najboljša prijateljica, moj tadanji fant, s katerim jaz prvič glumim odraslo življenje in živiva skupaj in kuhamo pasulj. Kuhamo pasulj, ker smo se odločili, da bomo jedli in se ne bomo pustili vznemirjati in odprli smo buteljko vina, kar je hud luksuz, ne vem kako pasulj in vino skup gresta, ampak to smo imeli takrat. In kuhamo tisti pasulj in ona dva mi začneta razlagati, si slišala in rečem, ne, nisem nič slišala, jaz sem žejna. A si slišala, padne so bombe in so padle prve 4 bombe na Surčin, to je nekih 10 kilometrov ravne linije in jaz ne slišim nič. Samo žejna sem. In naslednje jutro se odločimo, da gremo genialno odločitev v Novi Sad. Preskočila sem eno epizodo. Te noči nekdo trka na vrata in pride naš prijatelj, igralec, mladi, ki je v trenutku, ko se je to vse začelo, tudi ni slišal nobene bombe, ker je bil na odru in igral je komedijo Shakespearea. In je samo videl, kako ljudje odhajajo iz dvorane in je dojel, da se nekaj dogaja in ker se je to napovedovalo dolgo, potem je pa peš iz centra Beograda prišel, nekdo ga je en del poti prevezal in je peš prišel do nas in smo skupaj prebili to noč. Ta dva fanta sta pila ono vino, potem sta zavila en joint, skadila sta, jaz po mojem vsak 2 dima in sta najbliže, kar lahko opišem temu, padla v nezavest. In mi dve smo sedeli na kavču, oziroma smo gledali, kako sta, en je še bruhal, drugi sploh ni vedel zase. In sva razmišljala, da če se zdaj začne rušiti ta blok na Novem Beogradu, a pol jih moramo pustiti tam, ali jih moramo vleči s sabo, ali moramo stati z njimi, a je fair, da jih kar pustimo, če ona dva nista. In sva razmišljala, da to je to, ko te v ljubezni pustijo samega. Naslednje jutro smo se odločili, da gremo v ta Novi Sad. To je bila ena od slabših odločitev v mojem življenju, ker od moje predvidevanja, da bo Beograd tisto mesto, ker bo največ bombardiran, v resnici je bil Novi Sad. Zakaj, nikoli ne bom razumela. V nekem trenutku sem poslušala po internetu, da je to strateško pomembna pozicija bila za Kosovo, ne vem zakaj. Novi Sad je skratka ostal brez vseh mostov. In v nekem trenutku jaz sedim v Novem Sadu in ta moj fant, ki je padel v nezavest, se je popolnoma odtujil od mene in to ni ta ljubezenska zgodba, ki vam bom jo razlagala, to je konec ene ljubezenske zgodbe. On je bil nezmožen od bolečine komunicirati sploh z mano, jaz sem se počutila strašno zapuščeno, v enem trenutku sem ugotovila, da imam 20 mark in da s temi 20 markami lahko ostanem zdaj v Srbiji in me bo mogel čez 2 tedna nekdo vzdrževati in hraniti, ali pa lahko plačam taksista, da me odpelje na mejo. Taksisti so vozili samo čez dan, ker so hoteli se vrniti nazaj, preden, ker so bombardirali, ko pade noč, pa se ta nevidna letala ne vidijo. Tudi mene sem poklicala onega svojega očeta, se spomnite začetka zgodbe, ki je šel z ženo 91. v Slovenijo, da če me lahko pride, prosim, iskat. Prišla sem do meje, taksist me je pustil tam, šla sem peš čez mejo, ker sem ženska, sem lahko šla ven iz države, ker ne vem, če veste, da ko je enkrat izredno stanje, moški ne morejo ven več iz držav. No, stopila sem čez ono mejo peš, sem se usedla tam nekje na eno sonce in čakala, da on moj oče iz Slovenije se pripelje in me pride iskat. Šla sva v Budimpešto. V Budimpešti sem dobila novi status in dobila sem status begunca. V resnici, kdaj pa mislim, to je to, kar zdaj rečemo, status begunca. Dobila sem z vojno ogrožene ljudi neko 2-mesečno vizo. Dobila sem je pa tako, da smo stali v Budimpešti pred konzulatom ure in ure in potem sem prišla končno do enega okenca. In na tem okencu na konzulatu slovenskem bilo je zunanje strani stavbe, nahajalo se, ko si stopil do okenca, je bilo prelepljeno v ogledalo folijo. Tako da si se v resnici pogovarjal sam s sabo. Tisti na konzulatu, ki je odločal o tebi, je bil odzadaj za folijo in ga nisi videl. In skratka, stala sem pred ono folijo
izpovedovala sem se sama sebi, da kaj se dogaja, in seveda, ker je tista žena Slovenka v tem trenutku bila huda računovodkinja in direktorica v IBM-u financ, sem z nekim strašnim zavarovanjem milijon klicev opravljenih dobila tisto vizo svojo za par mesecev ogrožene od vojne in smo se pripeljali v Slovenijo. Potem se začne pa tako nekako, pol dobim jaz turistično vizo, ker imam družino, neko združevanje družin, potem srečam Dušana Jovanoviča, ki mi reče, ma daj ne hoditi v Ameriko, ostani ti tukaj v Sloveniji, daj pridi k meni upisati podiplomski študij, pa dobim študentsko vizo, pa sem naslednji 2 leti študent, študentsko vizo, potem poteče tista moja študentska viza in se jaz prijavim za delovno vizo in tle se nekaj zaplete hudo, ker nisem mogla dobiti zavarovanja, ker nimam vize in nisem mogla dobiti vize, ker nimam zavarovanja. In to traja nekaj tednov, prvo pa nekaj mesecev, vmes mi nekdo reče, daj prijavi se, zberi to vse, kar si delala, prijavi se po členu 13, kot fuzbalerji, mogoče ti bojo dali tisto državljanstvo za izredno naturalizacijo, tisto, kar lahko vlada da, komur se zdi, mi ti bomo pa napisali priporočila. Seveda oddam jaz tudi to, ne zgodi se nič in to traja. In pride leto 2002 in jaz že pol leta čakam vsak trenutek, da me bojo ven vrgli in poslali nazaj, ker nimam ne delovne, ne študentske, ne družinske, ne turistične, ne državljanstva, ne ničesar. In moj oče sedi v neki restavraciji za Bežigradom, ki so se Srbi zbirali tam in razlaga, kako njegovo hčerko strašno maltretirajo in ne odgovorijo in jo bojo ven vrgli in on ne more nič narediti. In Aca Konobar reče, kako so včasih usodni neki ljudje nenavadni za naša življenja. Aca Konobar reče, veš kaj, tukaj pri meni je kosilo ena gospa, ki dela v Ministrstvu za notranje zadeve. Njena hčerka tle ima fotografsko radnjo in one 2 ob sredah jejo kosilo. Ko ona pride v sredo, bom jaz z njo vprašal, če ona lahko pomaga. In Aca Konobar v sredo, ko gospa pride jesti kosilo s svojo hčerko, vpraša gospo in reče, veste, divan otrok, čudovit, ful prijazna umetnica, luškana, drobčkana, takrat bila, ful simpatična, od našega prijatelja, mojega najboljšega prijatelja, ko brat mi je. A bi vi lahko kaj pomagali? In ta fina gospa reče, bom pogledala, kaj lahko naredim. In gre gospa z listkom, na katerem piše Ivana Đilas, najde omaro, v kateri je moj fascikel za izredno naturalizacijo od interesa za državo in so me podprli od Dušana, televizije, Pop TV-ja, drame, vsi so priporočila napisali. Najde ona moj fascikel in je navdušena. Ker v tistem času sem se jaz naučila, da je to tako treba delati, sem jaz naredila to zelo lep fascikel, moder, lep fascikel z listki v mapicah plastičnih, pa vse označeno ob strani, da jim ni treba nič iskati, samo pogledajo ob strani, kjer dokument, vsa dokumenta sem preverila, kaj mora biti in ful lep fascikel v raznih barvah. In gospa, navdušena nad mojim fasciklom, gre po pisarnah in kaže, lejte, kako se preda za državljanstvo, poglejte, kako je lep fascikel. In vse uradnice totalno navdušene nad mojim modrim fasciklom z barvicami ob strani. In gre ona do svojega šefa in da fascikel in reče, a lahko prosim, kaj narediš za tega otroka, poglej, kakšen fascikel. In on reče, pa kdo je pod milim nebom to? In ona reče, ja, hčerka mojega ljubimca. In on reče, ja, dobro, daj, da vidim ta fascikel, ja, res je lep fascikel, dajmo mi ta fascikel kazati, ko pridejo k nam za državljanstvo, da ne dobijamo skozi na tistih piltkih iztrganih iz veskov karo, pa napisano, tako je treba narediti ta fascikel za državljanstvo. In resno gospod vzame ven iz omare, v kateri sem stala jaz in še vsi drugi,
Malo je pa tudi pomagalo, da je Slovenija tik bila pred vstopom v Evropsko unijo in mislim, imam na sumu, da je nekdo pritisnil, da dajte že urediti enkrat te omare in vse te ljudi, ki so tam v čakanju. In jaz pridem ven iz omare, na mizo, z onim modrim fasciklom in se postopek začne. In ker sem imela vse tiste papire, ki jih je bilo treba imeti, ker sem jaz se naučila, da ne sprašujem zakaj, ampak da to kar vse pripravim in več, kar je treba, samo da vse imam, se postopek steče in jaz dejansko dobim državljanstvo in sem še zmerom v isti oni moji prvi državi, ampak zdaj se mu reče Republika Slovenija. In dobim jaz tisto moje državljanstvo, jaz sem državljan Republike Slovenije in dobim povabilo, da pridem po svoje državljanstvo, jaz pridem na tisti šalter, to je na Betovni ulici ministrstvo in v resnici pridete, to vse, kar vam jaz razlagam, jaz nisem videla, vse, kar vidite, je en tak šalter, ne prav zelo lep in na njemu vam dajo tak en pildek, da zdaj ste pa državljan. Nema ništa od tistega, kar si predstavljate iz ameriških filmov, da imaš, da ponavljaš, da himno recitiraš, da stojiš, da je svečanost, dobiš tisti papir, stopijo ven, ti dajo, jaz stopim ven ponosno na Betovno ulico v Ljubljani, pogledam na papir in vidim, da so narobe napisali moje ime. In grem nazaj in rečem, oprostite, jaz bi vam vrnila nazaj moje državljanstvo. In ona ne more verjeti, da kdo še vrača državljanstvo, ko ga je končno dobil. Rečem, ampak jaz ne bi vrnila državljanstvo, samo da mi napišete pravi meni državljanstvo. No, skratka, ponovi to vse, smo to naredili še enkrat, tokrat sem imela ta pravi listek, s ta pravim imenom, še enkrat sem dobila svoje državljanstvo in moj oče presrečen, ker smo zdaj to uredili in me ne bojo več metali in se končno lahko odselim iz njegove hiše. Reče, da bo zdaj on tisti gospe se zahvalijo in če bi moja mama, ki tke, naredila en šal, da je to eno osebno darilo in bi ona stkala en šal in moja mama stkala šal in je Miroslav, moj oče, se odločil, da bo zdaj on povabil to gospo, da ob sredah na mesto s hčerko gre na kosilo z njim in jo pokliče in se zmenita. Pozneje sem izvedela, da se je gospa zmenila svojo hčerko, da pokliče čez pol ure, če bo zelo neprijetno, da reče, da je nekaj nujnega in da ona mora iti. In se dobita moj oče in gospa z ministrstva v sredo na kosilu pri Acu Konobaru, da se ji on zahvali šalom od njegove bivše žene, a ja, vmes se je še enkrat ločijo in je zdaj samski. Se dobita in on da tisti šal, hčerka kliče čez pol ure, ona reče, ja, v redu, ja, nasvidenje, adijo, vse je v redu. In sedita in jesta tisto kosilo in no, skratka, to je zdaj žena mojega očeta, že več kot 10 let. Eto, to vam je ljubezenska zgodba. Ob tem fasciklu od Ivana je treba povedati, da Ivana vse tako počne, vse ima urejeno, vse urnike, vse dokumente ima zgledno urejene in dokler tega nima, ne more začne delati in tako da lete. Moder fascikl, ni bil sem kratka epizoda, ampak se nadaljuje. Naša naslednja gostja bi že lani morala biti naša gostja, ampak je takrat žal zbolela, tako da smo veseli. Sem vesela, da je letos prišla. Maida Džinić prihaja iz majhnega mesta na severu Bosne in Hercegovine, ki je le 2 uri oddaljeno od Sarajeva, Beograda in Zagreba. Študij novinarstva je začela v Sarajevu, zaradi vojne v Bosni in Hercegovini ga je končala v Ljubljani, kamor je seveda prišla kot begunka. Za njo je več kot 25 let izkušenj v različnih tudi begunskih medijih. Bila je tudi učiteljica v begunski osnovni šoli in pevka begunske etnoskupine Dertu.
Zadnja leta dela kot svetovalka za delavce, migrante, begunce, sedaj med drugim tudi kot novinarka oddaje za etične manjšine na RTV Slovenija na glas in poje v skupini Taman. Na Vodnikovi domačiji vodi pogovore pod skupnim naslovom Iz peci pa reci, vabi različne goste iz Bosne in Hercegovine in ljudi, ki so povezani tako in drugače z Bosno in Hercegovino. Življenje tu in tam pa loči po izgovorjavi njenega imena. Takole pravi, v Bosni me kličejo Majda, v Sloveniji pa Maida, saj me tako lahko razlikuje od vseh slovenskih Majd. Maida Žinič. Dober večer. Naj se javi gospa, jaz sem ukradla en šal. Nekje tle. Irena. V bistvu všeč mi je. Lahko obdržim. Hvala. A veš, jaz sem begunka. Podariš? Hvala. V glavnem, lani naj bi bila tle, pri vas. Bila sem enih 5 let nazaj, tle sva neki z Buretom zapela, meni se zdi, 5 let. 4, 5, 6. V glavnem, vesela sem, da sem tle z vami. Tema meje. Jaz bi imela 3 različne kratke zgodbice. Prva je o tem, kako sem sploh šla iz svojega mesta. Rojena in živela v Jugoslaviji, kjer smo imeli igre brez meja, potem pa kar naenkrat čez noč se vse spremeni. Res, čez noč. Žene, babice, otroci smo šli čez Savo na Hrvaško, ko se je začela vojna aprila 1992. In v bistvu takrat sem prvič ugotovila, da meje obstajajo. To je bila meja med Bosno in Hercegovino in Hrvaško, sosednjo Hrvaško, kar je moje mesto, eno mehno mesto, ki je v bistvu samo reka Sava, meja med Bosno in Hrvaško na tem delu. Ampak bolj zanimiva zgodba se mi zdi, ne bom zdaj o vseh teh vlakih, avtobusih, dvoranah, begunskih sobah, centrih in tako naprej. V spominu mi je ostala ena zgodba iz junija 1992. Se pravi, konec aprila 1992, tako kot na tisoče bosanskih beguncev, sem šla iz domovine na Hrvaško, eni so šli na Madžarsko, Slovenijo, Nemčijo in tako naprej. V bistvu v Zagrebu smo se ločili, družine, prijatelji, sosedje, smo se ločili v Zagrebu. Midve z mamo sva šle na avtobus in sploh nismo vedeli, cel ta avtobus sploh nismo vedeli, kam gremo. Smo prišli sred noči v Postojno, v vojašnico v Postojni. Tam smo bili približno 1 mesec pa pol. 1 mesec pa pol v bistvu tudi nismo vedeli, kaj se dogaja z moškimi, ki so ostali v našem mestu. Da bi nas tam nekje v začetku junija poklicali očetje in dedki, bratje, strici in povedali, pač pridite domov nazaj, ker vojne ni, tle je mirno. In smo verjeli in smo res šli nazaj. Vsi pametni ljudje, pač, ki so vodili ta begunski center v Postojni, upravnik, pokojni Božo Resinovič, vsi pametni ljudje, vsi ljudje, ki so vedeli, kaj se dogaja in kaj se bo dogajalo, so pač govorili, ne iti, kar se v bistvu šele začenja. Ne, nas so pa klicali in so povedali, da je mirno in da gremo nazaj. V glavnem šli smo nazaj in takrat smo preživeli najhujše 3 tedne, skozi je bilo granatiranje, so bila letala in tako naprej. Zakaj vse to govorim? Ko smo se odločili pač
ko smo ugotovili, da je treba iti nazaj ponovno iz našega mesta, sva midve z mamo prišle ponovno v ta Zagreb, ko je bil nekako stičišče. Iz Zagreba se je odhajalo naprej, eni so imeli srečo in so šli organizirano recimo v Nemčijo, Nizozemsko, midve z mamo pa na vlak za Slovenijo. In kar normalno v teh časih nismo imeli pametnih telefonov, nismo kupovali časopisov, nismo gledali, nismo imeli kje gledati televizije, poslušati radija, nismo vedeli, da je v bistvu tisti dan Slovenija zaprla meje za bosanske begunce. In midve lepo na vlaku, carina, Bregana, pride policaj in pač reče, to je to, dol z vlaka. V bistvu je to bil en izmed najtežjih trenutkov v mojem življenju. Midve z mamo čisto izgubljeni, ne veš, kaj zdaj, kako, kam nazaj v Zagreb. V Zagrebu so že bili, smo že iskali nastanitev, ni bilo dovolj prostora, ker so imeli tudi svoje begunce. Tako da v bistvu tragikomična situacija je bila takrat. Samo dva Šiptarja, Albanca, Kosovarja, kakorkoli, dva Šiptarja in midve z mamo. V Breganih se gledamo tako s policaji, kaj, kako, spet nazaj v Zagreb. Potem je bilo iz Zagreba ponovno potovanje v Crikvenico, ker v bistvu brat iz Švice je sporočil, da v Crikvenico pride njegov prijatelj, ki živi na Krku, ki je v bistvu Hrvat s Krka, in je rekel, kar pejte v Crikvenico, počakajte tam Ivota, pride z denarjem, midve dejansko res dve plastični vrečki v rokah, brez denarja, brez česarkoli dokumentov, seveda, in sva šla v Crikvenico 26. junija 1992 na mamin 50. rojstni dan. V bistvu, če tako pomisliš, en dan si vržen z vlaka kot zadnji kriminalec ali pa ne vem, tihotapec, naslednji dan si v Crikvenici, zate odprejo hotel, greš v hotel, nimaš niti tolarja, niti kune, niti marke, nič v žepu, ampak si pač privoščiš sobo hotelsko, kaj je vprašal gospod, želite li s pogledom na park ali na more, naravno s pogledom na more. Gospodže. Se pravi, 50. rojstni dan mamin so preživeli v hotelu v Crikvenici brez enega ficka v žepu. Na srečo je prišel naslednji dan prijatelj od brata. Ivo so dobili denar in nadaljevali pot, takrat proti Varaždinu, spet, se pravi, naslednji dan v begunski center v Varaždin, v katerem je bilo pa sigurno okrog 1000 Bosancev in v sobah je bilo več kot 20 ljudi. Tako da v bistvu, če tako zdaj razmišljam za nazaj, sploh ne morem verjeti nekako, da sem vse to doživela v tako kratkem času, da se je človeku toliko različnih stvari dogajalo. Se pravi, v 3 dneh kot tri različna življenja, 3 različna filma. Kaj je v bistvu meja? Takrat ugotoviš, kaj je meja. Vse, meja je tudi, recimo, ko zdaj potujem proti Bosni, meja je tudi vse tisto, kar me zaboli, ko pogledam, kako se ravna z ljudmi, kot da bi bili manj vredni samo zato, ker imajo pač drugačne papirje ali pa drugačno barvo kože. Meja je tudi avtobus Kantič, vsakič, ko se peljemo z avtom, pa ko pogledam tisti avtobus firma Kantič in tiste ljudi, 50 ljudi, ki stojijo odzunaj in čakajo, da jih pregledajo. Vsakič se zjokam, ker v bistvu se vedno postavim v njihovo kožo. Ni lahko. Potem, po vseh teh letih, v bistvu zdaj, ko sva se pogovarjala s prijateljem, ki je prišel iz Anglije, nazaj v Slovenijo, v Kočevje, v rojstni kraj njegove žene, ko sva se videla dejansko po skoraj 30 letih, 26,
sva se pogovarjala zdaj 5-10 minut pred tem dogodkom. V bistvu sem ugotovila in sem mu povedala, da jaz dejansko vsa ta leta še vedno nekako živim to moje begunsko življenje. Vsa ta leta jaz nimam spominov, tako kot jih ima večina mojih prijateljev iz teh begunskih časov. Še vedno sem v kontaktu z večino, če ne drugega prek Facebooka, Viberja, se slišimo, ene tudi vidim v Ljubljani, ni jih veliko ostalo, ampak tisti, ki so ostali, se pač srečamo. V bistvu ugotavljam, da vsa ta leta, se pravi, drugo leto bo 30 let od prihoda bosansko-hercegovskih beguncev, vsa ta leta jaz živim nekako še vedno to begunsko življenje. Ali delam s populacijo begunsko, ali pregledujem te slike, ali se dopisujem s temi ljudmi in obujamo te spomine. Jaz velikokrat rečem, da v bistvu to je najtežje in najlepše obdobje mojega življenja. 6 let sem preživela v begunskem centru, 1 leto pa pol v Postojni, 4 leta pa pol na Šmartinski v Ljubljani. In lahko rečem res, da je to res zelo težko obdobje, se pravi, živiš v sobi, eni, v kateri živi ena družina, ki jo ne poznaš, in moja družina, 16 je bila v eni sobi, 4 leta pa pol. Učiš se za faks v tej sobi, če pa je preveč galame, greš v Tivoli na klopco, ampak po drugi strani pa to so najbolj plodna leta mojega življenja, ker v tem času sem in diplomirala in delala na begunski televiziji in slovenski filantropiji, imela sem begunski bend, ustvarjala, tako da drugo leto delam na tem, da se naredi en 2-dnevni festival, na katerem bomo predstavili, kaj vse smo begunci iz Bosne in Hercegovine počeli v teh letih 90, se pravi od leta 92 nekako do Daytona do 95, da pokažemo, kaj vse smo naredili v tem obdobju. Se pravi, od begunske televizije do begunskega benda, predstave, gledališke skupine Nepopravljivi optimisti in predstave Dođi makar sebi, ako nemaš kome drugom. Radio Študent je imel eno zelo dobro oddajo, ki jo je vodila Aida Kurtović, veliko knjig je izdanih, še en bend v Ilirski Bistrici v begunskem centru je bil nešto između, tako da veliko stvari smo naredili. V Vodnikovoj domačiji, seveda, ker je bila nekako Vodnikova domačija in Kud France Prešern sta bila najbolj te dve lokaciji, kot kulturni hram. Veliko stvari se je dogajalo, tudi Vlado je sodeloval z zborom, v katerem so peli otroci in mladina iz Bosne in Hercegovine, iz Sarajeva, Vali. Tako da jaz bi rada res slovenski javnosti predstavila, kaj vse smo naredili v teh letih. Jaz rada rečem, da je v bistvu veliko mej v glavah in v srcu in da je treba odpraviti meje, ki jih imajo ljudje v svojih glavah in v svojem srcu. Pa samo še nekaj bi povedal, v bistvu zdaj zadnji 2 leti pa pol, tako pač je, jaz v bistvu nič ne planiram, tako nanese, da sem začela delati v azilnem domu na Viču in sem delala 2 leti kot svetovalka za osebe, ki so dobile status mednarodne zaščite begunca in pol leta v eni nevladni organizaciji. Videla veliko, doživela veliko, imam veliko prijateljev, s katerim sem ostala v kontaktu, prosilcev za azil. To so ljudje, tako kot smo mi vsi. Ljudje, ki imajo svoje strahove, ljudje, ki imajo svoje želje, načrte, ki se jim velikokrat ne izpolnijo. Veliko je tudi smrti v Kolpi, veliko je zelo grdega ravnanja bosanske, hrvaške in slovenske policije, na žalost, s temi ljudmi. Se pravi, vsi ti ljudje iščejo samo boljše življenje, tako kot ga išče vsak izmed nas. In glede na to, kaj smo jim beli ljudje počeli, na 100 let, jaz mislim, da si pač zaslužijo priti v to obljubljene te države evropske,
želijo samo priti na boljše in pošteno zaslužiti svoj kruh. Na koncu bi pa rada prebrala eno pesem, enega pesnika bosanskega, Ramiz Huremagić, ni toliko znan, je pa izredno dober pesnik iz Cazina. Imela sem ga priložnost spoznati lani ali predlani v Vodnikovi domačiji, ker sem imela enega gosta, bosanskega kolumnista Dragana Bursača, je bil zraven in takrat sva postala prijatelja na Facebooku in zelo dober pesnik je. Rada bi prebrala eno njegovo pesem. Granica boje, vse boja granice. Bog narisa ljude, u svekolike boje ih oboji. Raspusti ih na livade da u šarolikom cvatu pronađu svoju nijansu. Prvi koji reče, u mojoj boji postojim samo ja, razvuče bodljikavu žicu, prvu granicu stvori, istisnuvši sadržaj najdebljeg mucrijeva umjesto kamena graničara. Primjer uzvišenosti i tvrdoće prvog slijediše i ostali, jednoobraznošću smrada vlastitih svijetih kamenograničara. Da bih našao livadu i cvijet u svojoj nijansi, svijet moram da gledam očima tek porođenog djeteta. Ovima koje imam samo upijam smrad, strah, granicu, žicu, graničnik, sve ono za što Bog nije imao boje da nariše. Na koncu bi še povedala to, da mogoče zdaj iz tega nocojšnjega mojega govora se mogoče zdi, da sem jaz, ne vem, ali razočarana, žalostna, obupana, karkoli. Ne. Po 30 letih v Sloveniji jaz lahko rečem, da sem tle spoznala ogromno, veliko dobrih, srčnih ljudi in si jim iz vsega srca res zahvaljujem. Eno je to, kar je delala pač politika, ne, z izbrisanimi, pa z našim statusom, ki je bil en izmed najbolj čudnih v Evropi. Meni se zdi, začasno zatočišče smo imeli 6-8 let. Drugo pa je to, da v bistvu ugotoviš, da je navadni človek nekaj čist drugega, kot se predstavlja in pač v medijih in politiki in te zakonodaje in tako naprej. Imela sem srečo, da sem spoznala veliko čudovitih ljudi. Hvala. Takole pravi naš naslednji gost, ki je rojen v Ljubljani in je, bom rekla, specialist za čefurje. Današnji čas je v veliki meri drugačen od tistega, v katerem sem pisal roman Čefurji raus. Vmes je menilo skoraj 15 let. Zgodila se nam je finančna, potem še migrantska kriza, zdaj smo sredi pandemije. Ves ta čas pa se zaostruje največja kriza izmed vseh, to je okoljska kriza. Evropo so, vsaj tako je večina ljudi to dojela, v zadnjih desetletjih preplavili neki novi, drugačni čefurji, veliko bolj tujih od tistih s fužin. Ti so ponovno prebudili v ljudeh resnični strah pred prišleki, pred drugačnostjo, predvsem pa pred koncem sveta, kot ga poznamo. Goran Vojnović je, kot veste, filmski režiser, kolumnist, pisatelj. Po vseh njegovih romanih, to so Čefurji raus, Jugoslavija, Moja dežela in Figa, so nastali ali film ali gledališke predstave. Letos je izšel njegov roman Đorđić se vrača, nadaljevanje Čefurjev raus. Njegova naslednja knjiga bo izšla pri založbi Goga. Goran Vojnović. Dober večer.
Jaz ne vem, kaj so vam govorili o meni, pa kaj si mislite, ampak meni se zdijo meje super koncept. In se moram strinjati z našim predsednikom vlade, da je treba meje čim prej zapreti, da ne bi vsi ti ljudje prišli sem. Ne. V bistvu imam problem meja je samo to, da so meje, ne. Da niso zidovi. Ne. Ker zid je jasen, ne. Pač postaviš zid, noben ne more čez. Problem meja je pa, da moraš nekoga spustiti, ne, da bi bila pač meja. Ne. Meja moraš nekoga spustiti, pa nekoga zadržati, da lahko temu rečeš meja. Ne. In tu se pojavi problem. Ne. Kako se zdaj odločati o tem, koga spustiti, kako ugotoviti, kdo je tisti, ki naj ga spustiš. Ne. Tu mislim, da imamo resen problem. Ne. Poglejte, ne, spuščamo ljudi iz Bosne, ne, in ne vem, kolikrat so že spustili čez mejo Ahmeda Burića, za mejo so pa ostali neki fini, prijazni, delovni ljudje. Tako da to nam, bom rekel, ne gre. Ne. In moja zgodba, ki vam jo lahko iz lastnih izkušenj povem, govori o tem, kako težko je v bistvu, ne glede na kriterije, spustiti čez mejo pravega človeka. Nekje v času, ko je Ivana Džilas razmišljala, kako priti iz Srbije, sem jaz dobil povabilo, da grem v Srbijo. Predtem, to je bilo nekje, sicer malo pred bombardiranjem, tam mislim, da leta 97 ali 98, niti se ne spomnim. Jaz predtem sem bil enkrat v življenju v Srbiji na poroki sestrične, ki se je poročila za to, da bi pobegnila iz te iste Srbije. Skratka, sem sodeloval na nek način v nekem poskusu pobega. Imam sicer tako srbsko zveneče ime, ampak so me vzgajali kot Jugoslovana, tudi moje korenine niso čiste, ne? Ampak na srečo Srbi, kot vsi normalni ljudje, jih zanimajo seveda samo pač očetje, ne sprašujejo, odkod je tvoja mama, to je seveda stvar, ki zanima samo Žide, ne? Vse normalne patriarhalno usmerjene narode pa seveda zanima zgolj oče. Ne? In to me je tukaj, mislim, to je bil del problema, namreč človek, ki me je povabil, da grem v Srbijo, je bil pa rojen Beograjčan. Ne? To je bil moj prijatelj, veliki Srbin, on je bil zelo ponosen Srb, rojen v Beogradu. V Ljubljani je njegova družina živela v bistvu zgolj po pomoti, ker je pač oče dobil službo v Ljubljani, čeprav bi raje delal v Beogradu. In on je res imel celo familijo tam v Srbiji, hodil vsak let v Srbijo in no, ta veliki Srbin je mene, ki sem se imel kvečemu za kakšnega čefurja, Bosanca, Jugoslovana, povabil, da grem k njegovim v Beograd, da greva gledati eno košarkaško tekmo, malo se zabavati. In sem rekel, prav, ne, mislim, kako pa prišla, ne, v Srbijo, ne, takrat so bile meje malo zaprte, mogel si dobiti vizo, mogel si potovati čez Madžarsko. No in midva sva ugotovila, da sva v bistvu že zamudila ta rok, ne, tekma je bila v bistvu čez par dni, in da morava, da edini način, kako priti čez mejo, ne, da dobiva vizo direktno na meji. Ne. Na meji, ne, so pa vizo dobivali samo domači, ne, samo Srbi. Ne. Tako da zdaj sem rekel, dobro, lahko probava, ne, mislim. No, in ta moj prijatelj, ne, je sve malo poklical, se malo vprašal, pa rekel, veš, vse dobi, ne, vse, če smo naši, dobimo, ne, oni Srbe spustijo čez, ne, Srb ne rabi imeti vize že, ko gre tja, to je bolj za Slovence, Mađare, Hrvate, ampak če si pa Srb, sem rekel, da res lahko glumim Srba, ne, mislim, to mi ni problem, ne, samo da prijemo na košarkaško tekmo, se prodam komorkoli, ne, to je pa za dober žur, ne. In sva šla, ne. In smo se usedali na avtobus, celo noč peljali čez Madžarsko in nekje sred noči pridemo mi na to srbsko mejo, vstop carinik, ljudje začnejo vleči pasoš, eni imajo vize, drugi začnejo govoriti, kako so, kakšna imena imajo, gor dol. In pridejo do mojega prijatelja, velikega Srbina, pogledajo, klinc. Jesi ti onaj što je zvao i pitao da li možeš da pređeš granicu? Pa je rekao, ja, da.
Pa jaz sem ti ja rekel, da ne možeš, ako si klinc. Pa je rekel, da, in zdaj ta moj prijatelj, ampak jaz sem, piše, rođen sem v Beogradu. Pa dobro, ali si klinc? Pa dobro, in zdaj on začne vleči rojstni list mame. Evo, mama mi je Radisavljević. Ampak, kot sem že rekel, Srbov res ne zanima, kaj ti je mama. In zdaj tam stoji cel avtobus, ne, in gleda. Jaz ga gledam, on gleda. On se mu res zasmil, ta bogi Slovenc. Prav, ajde, dođi sa mnom, tamo. In ga odpeljajo un štibelc zraven, kjer on spet maha s tistim drugim kolegom od tega carinika, maha s tem, da mu je mama Radisavljević, da je rođen v Beogradu, da ima tudi slovensko, da tudi njegovi slovenska familija so v bistvu Srbi, da živijo že generacije v Beogradu, da njegov oče, čeprav je Slovenc, je Srb. Vse to jim razlagam, medtem ta carinik stop do mene, vzaj moj pasoš, Goran Vojnović, ime oca, Milorad. Tuf. Evo te. No, pa smo še ne pol ure čakali, vsi Srbi bi na temu avtobusu, ne, da so se pol dejansko tega mojega kolega usmilali, nekako vse njim je 18 let in so ga spustili. Seveda so mu povedali, da sljedeći put nećemo da te pustimo, nema više da nam dolaziš. Jaz sem se mu pa tako smejal, sem rekel, kakav si mi ti Srbin. In potem so se odpeljali in sem rekel, vidiš, to neki ne štima, no? To neki ta njihov sistem ne štima, ali pa štima, kaj pa veš. Ne? Tako da, mislim, tudi zdaj recimo, ko sem bil nedavno v Bosni, ne, vidim, zdaj imajo sicer nove sisteme, zdaj gledajo tele pasoše, pa si cepljen, nisi cepljen. Se mi zdi, da ni vsak carinik ne ve, a breš spustil one, ki so cepljeni, ali tiste, ki niso cepljeni. To je zdaj odvisno, ampak mene je zdaj na zadnjem, smo se ustavili, sem žena imela lepo sprintano potrdilo, jaz sem imel to na telefonu in on ko je rekel, in on gleda telefon, prav, šta ti je ovo? Pa je rekel, potvrda. Kako? Gdje ti je papir? Pa nemam papir. Prav. I šta sada ja radim? Pa sam rekao, sve to je isto, to je isto, kar je na papirju je to. Pa prav, ali ja ne smijem da uzmem u ruke taj tvoj telefon. Pa sam rekao, pa to svugdje uzimaju, ni ne pitaju. Pa prav, oni imaju para da ti kupe novi. Ja moram kredit da uzmem da bi ti kupio novi, mislim. Tako da neprestano se mi zdi, da izumljamo neke načine, kako ene ljudi spustiti čez, enih ljudi ne spustiti čez, ampak nikakor ne uspemo iznajti pravega sistema. No. Tako da se bojim, da tudi zdaj v tem novem valu, ne glede na to, kako si zelo vsi mi in naš predsednik vlade želimo, ne, da bi res preprečili vsem ljudem iz Afganistana, da bi prišli sem, ne, razen, ne vem, tistim 5 sodelavcem, ki jih lahko nekako naša majhna država ne preskrbi, ne, nam ne bo šlo, no. Mislim, žal mi je, no, to vas moram res razočarati, ne. Te naše meje, mislim, da bomo spet neke napačne ljudi sprejeli, da bomo spet polni nekih Ahmedov Buričev, no. Tam sam, da bojo iz Afganistana, no. In da spet bomo mogli nekako se jih navadati, spet se bomo ne mogli naučiti živeti z njimi, tako kot živimo z virusom pa podobnimi tem naravnimi katastrofami, ne. Tako, to so meje, ne, kaj čmo, ne. To je, moramo se sprijazniti, da pač ljudje pridejo čez mejo, slej ko prej. In moramo biti, nekako se naučiti biti tega veseli, ne. Tako da ne moramo se vsi splezati gor na Triglav, pa se tam med sabo pač malo pogovarjati. Hvala lepa.
Če rečem, da je Vlado Kreslin glasbenik, povem veliko o njem, ampak ne vsega. Če rečem, da je pesnik, kar je, povem spet dovolj, pa ne vem, če vse. Vlado Kreslin je, bi rekla, pojem inštitucija sam zase. V bistvu se mi zdi, da je en tak nadumetnik. Ko so ga vprašali, kako je bilo odraščati v tem pozabljenem daljnem Prekmurju ob vseh teh mejah, je rekel, hvala Bogu, sem imel starše, ki so bili odprti na levo in na desno, na sever in na jug. Tisto, kar morda večina ne ve o Vladu Kreslinu, je, da je zelo dober bralec in da zelo veliko bere in izmenjuje plošče in knjige kar naprej. Danes bo pripovedovalec, ne? In mislim, da boste vsi začutili tisto, kar si vsaj jaz pa marsikdo še mogoče želi, da poleg pesmi napiše tudi zgodbe ali pa roman. Tako da res bo najprej pripovedoval, potem pa bo šele vzel kitaro v roke. Vlado Kreslin. Če meja, ne? Jaz sem v 60-ih odraščal v Prekmurju, seveda, ne? Torej na najbolj nemogoči meji železne zavese, ne? In s hrepenenjem zrl proti Kopru, kjer je bila najbolj odprta meja Evrope, se spomnite. Mi smo imeli tam tistih 9 na meji, 9 metrov. Na madžarski meji je bilo 9 metrov, vsak teden so prekopali tisto mejo, da se je videlo, če je šel kdo čez, skratka, noben ni šel, jasno, kakšni srno mogoče, ne. In strojnice, vse tisto, ne. Tam dol pri Kopru pa kameleoni, vespe, kovbojke, rifle, muzika, ne. Potem, to so bila 60-ta, v 70-ih sem študiral in sem celi čas, večino 70 let sem imel ulkus bulbus duodenis chronicus čir na želodcu in sem mislil, da ne bom šel v vojsko, ne. Valjda, če imaš ulkus, ne greš na vojsko, ne. Ker sem pozneje sem tudi slišal, da je Peterle večkrat omenil, da ni šel v vojsko, ker je imel posledice zaprtega ulkusa, ne. Jaz sem imel odprtega in sem šel, očitno nisem imel tako dobrih zvez kot on, ne. In pridem na rekrutacijo, on meni pravi, izvide prinesem, takšen kup izvidov, je rekel. Šta, si mislil, da ne ideš, jel? Ideš, prijatelju, ideš. A ne, če tebi biti težko, ti ćeš svirati ono malo brenka v dome, ali ja. Prijem jaz Banja Luko, se postrojimo, prijem sem povedal, da sem pola sposoban, sem imel že puško mitraljec na rami, ne. Grov, daro, gotovo, ne. Potem sem sicer igral v domu JNA in tudi stanoval v vojašnice, ne v domu JNA, kar je bil pravi privilegij, ne. Jaz sem pol nekaj zapletov tam, pač ne, malo smo prišli v konflikte in pol je nekaj kapla čez rob je bila to, ko so mi poslali enega špiončeka, ki je rekel, da nisi najbolji vojnik, ali mogel bi, da ostaneš, da sviraš domena, ako se organizuješ. Skratka, da bi šel v partijo, pol sem to, nekaj sem ga malo usmešal, sem odklonil in na drug dan me je kapetan Radović poklical in rekel, da imaš dozvolu? Dozvolu za ugrad. Ovako pocepal to dole, evo, vidiš, možda je ti najbolji muzičar ili budeš. I oni samo da tapkaju pot, bit će bolje nego s tobom. Ajde, briši sad van. Na drugi dan Kazansko, meja, mađarska meja, Beli Manastir. Mađarska meja, opet sam tada. Spet 9 metrov, ono, prekopano vse, mitralezi, ono. Lovimo na Donavi one Čehe, ki dol preplavajo februara, vse to. Ok. Je res pa, da dobimo neko kitaro in gremo tam in
med onimi vinogradi igramo, ležimo, mrtvo pijani in to ni bilo slavo, ne. Potem pa nova država, Slovenija, in gremo mi z beltinško bando na koncert na Dunaje. Ti boga, neki beltinška banda na jazz festivalu, se morate predstavljati. In imamo vsi nove pasporte, vsi imamo lepe slovenske pasporte, prijemamo v Radgone na mejo in pasporte ven in vsi, novi slovenski pasport. In Jožek, najstarejši basist, rdečega. Carinik ni mogel verjeti. Kako naredil, ne? Ampak je seveda veljal, rdeči je valjda veljal, je moral vzeti, ne? Ampak gledati, ne je voljno. Pa mu da nazaj, ne? Jožek vzame, pa ga je sprašal, Jožek, kako pa to? Kaj pa niste dali novega, slovenskega? Ga imate? Ja, manj. Zakaj ga pa niste dali? Ja, on je bil takrat star 90. Ja, moram ga šparati, ko se mi prefliško ne napuni, ne? Ja, 90. Pa tam nekje, konc 90-ih, ali mogoče, ja, konc 90-ih, pa že v 80-ih sem precej potoval, imel te nastope za naše ljudi po Avstraliji, Kanada, Amerika in tako naprej. In enkrat konc 90-ih je moral biti, sedim jaz v Torontu doma pri enem gospodu po koncertu, pa smo zmeraj nekdo me je ugrabil in me je domov vlekel, ne. In mi tam pijemo in pol jaz vkusaj, ponovadi je bilo tako, da pol sem jaz tam še vence zapel in pol so vsi jokali in tako naprej in vse te zgodbe in to. In najbolj so me fascinirale pri njih zgodbe, kako so bežali iz države, ne. Ker se spomnim, ko je moj foter šel po črno kitaro, leta 47, in ni imel keša za vlak, se pol nekaj švercev in je, skratka, se vozil, je prišel v Beltince zjutraj ob 9 in je bila ob 7 že panika v njegovi službi, da je mali Kreslin sigurno pobegnil prek meje. Takrat je bilo to zelo moderno, če tako povem, ne. In zmeraj, ko sem bil, ali sem bil, kje s temi našimi, ne. Zmeraj sem te zgodbe poslušal, kako je kdo pobegnil, ne. To so bile zgodbe, zelo fascinantne, ne. Pa mi je razlagal, da najlažje je bilo pobegniti s Prekmurja leta 56, ko so tisti tanki tam bobneli, ne, ko je bila revolucija na Madžarskem in so Titovi tanki, to je celo Prekmurje se je treslo. Takrat si komod pobegnil, ker avstrijski cariniki niso nič slišali. Kaj se je bobnelo. Jaz tam spet sedim pri ono, gospodu, to je meni 2 zjutraj že. In kak ste pa vi? On meni pravi. On je pa 2-krat pobegnil. To je nekaj 63. Sem pobegnil, pri Radgonu, točno mi razlagal, kje. In je bil tam v lagerju, skratka, v tistem taborišči, 2 tedna in se njim je stožil in šel nazaj pobegnil. Jugoslavi, nazaj pobegnil. In je bil mesec dni doma in je rekel, da ne gre in še enkrat pobegnil. Še enkrat pobegnil v Avstrijo. Se rekel, da ste pa vi to pobegnil? Ja, 63. 64. Prelej sem pa bil vajenec, pomočnik, pri Černi, v Beltincu, pri Krojači. Kje ste bili to vi? Pri Černi, v Beltincu. 63. leta. Jaz ga gledam, da je gospod star bil 85, ne, 85. Jaz ga gledam. Vi ste bili pri Černi. Pa kaj ste vi mali Černi? On me pravi. Pa kaj si ti tisti mali dičak, ki si kdaj sedel pod čivalnim strojem, pa poslušal, kako smo se mi pogočavali. Sem pravil, ja, jaz sem ta. Skratka, on je bil vajenec pri Černiju. Černi je bil krojač v Beltincih.
Orange, ne, firma, brand. In ta tip je bil vajenec tam, jaz sem pa zmeraj pri teh mojstrih ali pri čevlaru, oče me je poslal k čevlaru in sem cel popoldne tam poslušal, kako bo razlagal, da boš videl, za Amerikanec je gor prišel, gor, Rus je šel gor, te ne šel Amerikanec. Samo na konci pride Kitajec, boš videl, onda se je premagal. To so razlagali, ne. On mehanik mi je, tako sem bicikl pelal, da je popravil gumo, mi je on spet kaj druga razlagal, ne. Kako je bilo v Karpatoji, da so se borili, ne. No, in ta prekrojači so tudi tam sedel in on je bil černi, jaz sem sedel pod tam nekaj spodaj. In sem njega videl, mali černi, sem mu rekel, ne, ki je bil njegov pomočnik. In zdaj sedim v Toronto, pri gospodu, staro 85. In ugotovim, da je on mali černi, jaz sem pa tisti mali dečak, ki je tam sedel, ne. Ja, meja, ne. Ne vem, zdaj, ker tle so bi rekli organizatorji, da brez kitare jaz ne bom tle se ven potegnil z tega, ne. Sem mogoče se spomnil, da me zdaj izkušnjo meje mi je predočil moj oče oziroma moj ded, ki je prinesel soške fronte eno čudovito srebrno žepno uro, italijansko seveda, ne. In jo je potem v naši gostilni, ker smo imeli veliko krčmo v Beltincih, kjer je beltinška banda začela kariero, tam leta 20, jo je zakartal v lastne gostilne. In potem noben ni vedel za to uro, ki je pač tisti tip, ki jo je prikartal, jo je zgubil, ali je prodal vaškemu urarju in moj oče jo je pred 20 leti odkupil. In to je tista zakartana ura, tako da mogoče vam zašpilam tak mat, če se strinjate. Oče je stopil do urarja, da mu za eno popoldne ustavi čas, da spomine obrišeta prah in pokomentirata rojstno vas. Stari urar pa odprl je predal in pokazal na dno. Tam je tik takalo lesketajoče okroglo srebro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila, kot zadnjo devizo jo vrgel na mizo, komu karta ni šla. Potem pa jo nekdo prinesel je k meni in pozabil na njo. Ene par let po veliki prvi vojni je bilo. Padajo karte po mizi, mladi fantje na Soči na diži. Padajo srce in križi, mladi fantje na Soči na diži. Artilerija di kampanja se v srebru blešči. Zgodbo mi pravi o očetnjavi in gizdavu molči.
kaverni dobljena, o krčmi izgubljena, ura ne govori. Komu že bije, komu še teče in komu zvoni. Padajo, padajo srca in križi, mladi pantje na Soči ne diži. Padajo, padajo srca in križi, mladi pantje na Soči ne diži. Padajo, padajo karte po mizi, mladi pantje na Soči ne diži. Padajo, padajo srca in križi, mlade pantje na Soči ne diži. Pararam, 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 Hvala lepa. Hvala.